mariborskem Ljudskem vrtu je potekal derbi kroga med domačo ekipo in Celjem. Na zadnjih tekmah vijoličasti v veliko boljši formi kot na začetku sezone. Tudi Celje pa je na zadnjih tekmah zmagovalo, tole je že prva akcija in najprej prečka, odličen strel Vrhovca, potem pa 7. minuta in avtogol Rajčeviča za prednost Celja 0:1. Podaja Miškiča, Rajčevič pa je žogo preusmeril v lastno mrežo in premagal svojega lastnega vratarja Handanoviča. Po dobre pol ure igre je že gol za 1:1, podaja pred vrata, na pravem mestu se je znašel Luka Zahovič, ki je zabil še svoj 8. gol v letošnji sezoni in tako izenačil na 1:1. Žogo je slabo zadel Vršič, ta pa je prišla do Zahoviča, ki je zatresel mrežo Kotnika in takole izenačil na 1:1. Še ena priložnost Celja na drugi strani, to je bila velika priložnost za gostujoče nogometaše. Sani je streljal, izkazal se je vratar Handanovič, potem pa je žogo iz golove črte izbil še Rajčevič. Ob koncu prvega polčasa pa še rumeni karton za Mitjo Vilerja. Po mnenju Skomine je Viler odigral prekršek in z roko igral žogo, prejel še drugi rumeni karton in bil posledično tudi izključen. Z igralcem manj je tekmo nadaljeval Maribor. Ob koncu prvega polčasa pa glasni žvižgi s tribun v Ljudskem vrtu. Poskušal je še Agim Ibrahimi, na pravem mestu Kotnik, polčas je končal neodločeno 1:1. Drugi polčas je bil izjemno zanimiv, najprej je streljal Ibrahimi, Kotnik je žogo s težavami izbil v kot. Nato še Željko Filipovič, ki je bil blizu zadetka, po kotu je stresel le zunanji del mreže. Še ena izjemno lepa mariborska akcija, kombinacija po desni in na koncu podaja na drugo vratnico, na pravem mestu pa še enkrat Kotnik, ki je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Tavares pa je bil hkrati še v nedovoljenem položaju. Nova kombinacija Grofov, podaja pred vrata, Sani je poskušal po podaji Vidmajerja in potem še en šok v Ljudskem vrtu. Še en avtogol, spet pa je bil nesrečnik Aleksandar Rajčevič, ki je še drugič danes premagal svojega lastnega vratarja. Podal je Oršič, Sani je streljal, žoga pa je zadela Rajčeviča in končala v mariborski mreži. V novi akciji je bil Maribor, Luka Zahovič je po mnenju Skomine igral z roko. Glavni sodnik je prekinil igro, to pa je razburilo trenerja Maribora Šimundžo, ki je bil pozneje tudi izključen. Takole dvoboj Zahoviča in branilca Celja, igra z roko mladega napadalca Maribora. Ante Šimundža pa je tekmo do konca srečanja moral spremljati s tribune, kajti Damir Skomina ga je poslal z igrišča. Generalka pred gostovanjem v Ligi prvakov pri londonskem Chelseaju Mariboru tokrat ni najbolje uspela, Celjani pa so še enkrat več pokazali, da so izjemno neugodna ekipa in da je treba na njihovi letošnji sezoni zares resno računati. Po koncu dvoboja še ena priložnost za Mariborčane, podaja pred vrata in strel visoko čez gol, to pa je bilo tudi vse. Golov več ni bilo in Maribor je doživel prvi domači poraz v letošnji sezoni, na koncu Maribor Celje 1:2. Poglejte, jaz sem pač pričakoval en tak spektakel, ki je bil. Jaz mislim, da so gledalci prišli na svoj račun. Mislim, da je to bistvo nogometa obe ekipi. Mislim, da smo prikazali eno zelo, bom rekel, dopadljivo, atraktivno igro, priložnosti na obeh straneh. Na koncu smo mogoče mi izkoristili svoje, Maribor pač ne, tako da, bom rekel, smo zelo veseli in bi pohvalil vse svoje fante.